Janez Pavel II. Je bil dvakrat v Sloveniji, dva prečudovita obiska, ki sta se z zlatimi črkami zapisala v tisočletno zgodovino slovenskega naroda. Morda se še spominjamo, na kakšen protitok je naletel napovedan prvi obisk. Kolikor je bil leta močan, toliko močnejša je bila milost njegovega obiska. 100 000 so ga videli in pozdravili. Potrdil nas je v veri, velika stvar v prvih korakih naše osamosvojitve. Nepozaben dan ostaja za številne mlade v Postojni, pa v Stožicah. Na novo smo se rodili, doživeli smo, kar niti upali nismo. Prav tako ostaja nepozaben obisk pred 200 000 glavo množico vernikov ob razglasitvi Antona Martina Slomška za blaženega. In kako je doživel svoje srečanje z Janezom Pavlom II. Alojz Rebula, eden najbolj prepoznavnih osebnosti slovenske kulture, pisateljev, esejistov, dramaturgov in prevajalcev. V njegovem imenu bo prebrala njegovo pričevanje, njegova zvesta soproga, gospa Rebula. Prosim. Lepo pozdravljeni in oproščam svojega moža, ki ni bil ni mogel osebno priti in tega prebrati, je pa sestavil in pripravil. Alojz Rebula, Janez Pavel II. Med naravo in nad naravo. Po operaciji moram brati brez očal, oprostite. Kot v svinčenih časih Slovenije neki škof, ki sicer ni bil ordinarij, na audienci v Vatikanu skušal prikazati Janezu Pavlu II. Perspektivnost Marksove vizije za krščanstvo, ga je poljski papež, ki je prihajal iz še bolj svinčenega marksističnega sveta, mogel poslušati samo z nasmeškom. Kdo ve, ali bolj žalostnim, ali bolj zabavnim. Karel Wojtyła je sicer pisal tudi poezijo, prefinjeno poezijo, a je bil daleč od sanjaštva, bil je realist, velik realist. Bil je človek z veliko izkušnjo tega sveta in človek na njem. Otrok brez matere, delavec v nacistični tovarni, ilegalni študent teologije, ljubitelj gora, smučar, odrski človek, pred je postal duhovnik in škof v protikrščanskem režimu, je Karel Wojtyła spoznal svet. In še posebej substanco režima, ki je hotel razkristjaniti njegovo Poljsko, njegovo škofovsko hišo v Krakovu premrežil z mikrofoni, postojanko tajne policije pa postavil prav vizavi vhoda v škofijo. Stik s tem režimom je v njem izostril enega od velikih talentov, ki so mu bili dani političnega. Lahko si namreč svetnik, a brez talenta. Tega talenta. Janez Pavel II. Ga je imel. To je papež, ki se mu v več kot 20-letnem pontifikatu praktično ni zgodil noben politični zdrs, kiks. Iz potrebe po spoznavanju realnosti, najprej seveda verske, si lahko razlagamo njegovo svetovno letalsko popotništvo. Prav tako si iz želje po čim popolnejšem duhovnem obzorju lahko razlagamo njegovo poletno srečevanje z mislici in kulturniki v Castel Gandolfu. Prav tako je izrabljal svoje pastoralne obiske po svoji rimski škofiji za čim širše srečevanje z ljudmi, posebno mladimi. Sicer pa je bila mladina ena od Wojtylovih ljubezni. Glede njegovega odnosa do človeka je dovolj zgovorno njegovo geslo. Človek je pot cerkve. Po Leonu XIII. Je bil Janez Pavel II. Morda najkulturnejši človek na Petrovem prestolu. Kot papež je ukazal ponovno vzeti v pretres primer Galileja Galileji. Oživil je akademijo na Panteonu, ki je po njem spet ugasnila. Skratka, Karel Wojtyła je hotel biti čim bolj izkušen, čim bolj razgledan in informiran človek. Z laično govorico bi lahko rekli, čim bolj se je hotel realizirati kot človek na ravni narave, zgodovine in nacije. O tem nam pričuje njegovo izredno domoljubje, od poljubljanja tal domače zemlje v prihodih, do vročega sodoživljanja dogajanj na Poljskem. Celote njegovega obnašanja preveva podobna humanistična drža, kako recimo Pavla VI., a brez njegove tesnobnosti. V Wojtyły živi optimist, ki ne gleda rad niti na tragično poluto samega krščanstva, v čemer je zvest nosilec sporočila zadnjega koncila,
predvsem njegove optimistične, za koga preoptimistične deklaracije Gaudium et Spes, veselje in upanje, čeprav so nekateri hoteli videti v njem zamrzovalca koncila. Skratka, z laičnega vidika je Janez Pavel II. Zdrav, odprt, naraven človek, ki bi si ga lahko predstavljali v različnih poklicih, recimo kot profesorja, zdravnika, inženirja. Vendar smo se doslej mudili na ravni, ki ni njegova, čeprav daje na njej vtis neke prikupne normalnosti in naravne zraslosti življenjem. Raven, na kateri lahko v polnosti zremo na Janeza Pavla II., je drugačna. Ni nasprotna, a jo presega. Ni narava, ampak je nadnarava. Ni zgodovinska, ampak večnostna razsežnost. Kaj je tega Poljaka postavila na to raven? Verjetno ne toliko vira v Boga stvarnika, ki mu je dala že rodna zemlja, kolikor vira, da je ta Bog stopil na naš planet, bil človek med nami, da je človeku odprl zaprto večnost. Zato je bilo samo naravno, da je takoj po izvolitvi izrekel množici na trgu svetega Petra in svetu: odprite vrata Kristusu. Kakor ni čudno, da je svojo prvo encikliko Redemptor hominis, človekov odrešenik, posvetil njemu. Kakor ni prav tako ni čudno, da v prvih vrstah omenjene okrožnice v Kristusu vidi center, središče zgodovine. To pomeni, da Janez Pavel II. Na človeka in na zgodovino ne more gledati drugače kot v luči razodetja in še posebej evangelija. Iz te knjige je vsak dan bral, kakor je neizogibno vsak dan tudi na potovanjih, celo v letalu, molil križev pot. Janez Pavel II. Živi samo eni ideji: prinesti svetu Kristusa, posebej prinesti Kristusa Kitajski, ki je bila njegova bolečina. In če je premaknil zgodovino Srednje Evrope, kakor mu je priznal sam Gorbačov, dejansko je premik malo pozneje segel do Urala in čez, tega ni naredil iz politične, ampak iz človekoljubne in krščanske volje. Svojega glavnega sredstva ni videl v medijih ali v tajni službi, ampak v molitvi. Ko se je ob drugem obisku poljski režim vdal v to, da se papež sreča z voditeljem prepovedane solidarnosti, jima je v gorski koči v Tatrah pripravil sobo, seveda omreženo z mikrofoni. In za kakšno prevratno besedo, izrečeno Valenciji, je general Jaruzelski zvedel iz tistih mikrofonov? Recimo za tole: vsak dan molim za vas. To ni bilo kakšno poraženo javkanje, to je bila ponižna, a možata molitev. Če je bilo treba, je znal Janez Pavel kljub vsemu svojemu diplomatskemu talentu pokazati drznost in nepopustljivost. Ko se je režim zbal, kaj bo izjavil v nekem svojem nastopu, je poslal nekaj članov politbiroja, da bi ga omehčali, pa je odgovoril: če svojim ljudem ne morem povedati, kar mislim, se takoj vrnem v Rim. Prav tako je zavrnil podobno prošnjo Jeana Clauda Duvalieja, diktatorja nasprotne politične smeri na Haitiju. Kot kristjan je ohranil tisto civilno dostojanstvo, za katero se je sam boril. Ta se ni nič bila s tisto sijajno moškostjo, splendida virilita, ki jo je ženskim očesom videla v njem italijanska publicistka Adriana Zarri. Janez 23. je, kot se spominjamo, šel v smrt z dobrovoljnim, kovčki so pripravljeni. S podobnim razpoloženjem kot njegov blaženi predhodnik je šel v smrt bodoči blaženi, kateremu je naše slavje posvečeno. Santo subito, svetnik takoj, so se slišali klici iz množice ob njegovem pogrebu na trgu svetega Petra. Na mestu bi bil tam tudi kakšen vzklik v slovenščini, in to vsaj iz hvaležnosti na tisti dan v Mariboru, ko je slovenska cerkev bila obdarjena s svojim prvim blaženim. Ja, vsaj ob spominu na Slomška. Kdo ve, ali bi bil naš veliki Anton Martin doživel to priznanje pod kakšnim drugim pontifikatom. Poglavje posebne hvaležnosti, ki spada v našo politično zgodovino, je prizadevanje Janeza Pavla II. Za priznanje slovenske države. Niso bili vsi za naglo beatifikacijo, kakor niso bili vsi za njegov konfiteor ob svetem letu, ko je obžaloval grehe cerkve v zgodovini. A tako tvegamo trditev, da je skozi tisto santo subito dejansko spregovorila duša cerkve. In v tem je Benedikt XVI. Tej duši prisluhnil, in v tem, da je Benedikt XVI. Tej duši prisluhnil, je bila gesta vredna naslednika Janeza Pavla II.
Ko bo jutri Janez Pavel II. Stopil v zbor blaženih katoliške cerkve, bo stopil tudi s spominom na dvakrat obiskano Slovenijo, zato bo v neki meri tudi naš slovenski blaženi. Hvala lepa.